Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem se pogovarjamo o vseh temah vezanih na kvaliteto bivanja. In danes bomo z igralko, režiserko, dramatičarko in ustanoviteljico gledališča Transforma Teater Tjašo Ferme govorili o bivanju v New Yorku. Dobrodošla, Tjaša. Hvala, Nina. Hvala, ko si me povabila. Z veseljem. S Tjašo se poznava že kar nekaj časa, že dlje, odkar je ona šla v New York, tako da se bova tikali. Super, se strinjam. Dejva se. Če malo posplošiva, ti v bistvu že skoraj polovico svojega življenja živiš v New Yorku, v Slovenijo pa se vračaš enkrat, dvakrat na leto, malo spočit, obiskat družino in prijatelje. Vse to je res, jaz pridem v Slovenijo v sanatorij. Kaj se ti zdi danes največja razlika med življenjem v New Yorku in Sloveniji, v življenjskem slogu? Ja, v New Yorku seveda imamo tempo, imamo priložnost obiskati ogromno nekih dogodkov in spoznati različne ljudi. Vse je na nek način na dosegu roke. V Sloveniji imamo pa naravo, pa neko kvaliteto življenja, pa kvaliteto bivanja, pa kvaliteto hrane. Jaz valjda sem pridem zato, da se ponavadi udejstvujem v športih, da grem v naravo, da sem z družino, da sem s prijatelji, da se dobro naspim. Moja otroška spalnica je kot ena jama, vse je črno. Včasih se mi zdi, da je tako tiho, da lahko slišim tišino. Tega v New Yorku ni. Se pravi, tu se bolj umiriš, Ja, razživiš. ja, tukaj je interno življenje, tam je pa eksterierno življenje. Ena ful velikih stvari v New Yorku je, da ti na nek način postaviš meje. Koliko boš ti zdaj ven hodil, koliko se boš družil, koliko boš ti energijo razdajal na vzven in kdaj in kako se boš pa nek način omejil, zato da se lahko skoncentriraš, pa omejiš, pa dejansko kaj produktivnega narediš z globoko koncentracijo. Ker takoj bom že začela s tem, z bivanjskimi prostori. Ena ful pomembnih stvari, ko si izbiraš stanovanje v New Yorku, je, da veš, da si ga ne zbereš na glavni cesti. Oziroma, da si ga ne zbereš na neki cesti, ki je blazno prometna. Ampak, da si zbereš spalnico, ko ima recimo, ko je spalnica obrnjena na notranjo stran zgradbe. V atrij, ja. Zaradi tega, ker itak sej boš slišal, ne vem, neke sirene, pa boš slišal pipkanje, ampak meni se zdi, da največja prioriteta mojega stanovanja je ravno v tem, da je tiho, da slišim ptičke zjutraj, ko se zbudim. Medtem ko sem pa definitivno že živela v stanovanjih, kjer je bilo noro. Noro. V New Yorku si se v teh letih tudi nekajkrat preselila. Približno koliko stanovanj si zamenjala in katera so ti ostala najbolj v spominu? Pa tudi zakaj si se selila? Zaradi takih stvari? Ja, jaz imam slabo matematiko, ne da ne znam računati, ampak meni se zdi, da nazadnje, ko sem se res računala čist vsako stanovanje, je bilo tam nekje 40 stanovanj. Ok, v 20 letih. Čakaj, rekli smo, da približno polovico svojega življenja, tako da ne bi v letih. Okay. Ne, malo se hecam. Malo manj kot 2, kaj je, 18 let. 18 let sem zdaj že v New Yorku. Ja. Zamenjala sem ful stanovanj, zaradi tega, ker v New Yorku je tako, da moraš ti, če bi res šel v neka, kaj pa vem, uradna stanovanja, moraš po vseh principih narediti vsaj 40-krat svojo najemnino, če ne 80-krat. In pač večino ljudi, ko jih poznam, zapravimo večino našega denarja na naših najemninah. Zdaj ravno sem slišala, ker se je ena prijateljica spet ponovno želela preseliti nazaj v New York in rekla, da zdaj so neka enosobna stanovanja okoli $4,000 na mesec. Kar je noro. In potem po teh nekih principih tudi ne vem pravzaprav razen biljonari, kdo, milijarderji, kdo sploh lahko živi v teh stanovanjih, za katere se moraš v bistvu boriti, dati ful enega papirja, da jih dobiš in na katerih moraš dokazati, da svojo službo zaslužiš 40-krat do 80-krat več, kot je pa tvoja mesečna najemnina. Tako da ja, na začetku je bilo, mislim, da sem slišala od prijatelja, pa veliko je bilo podnajemanja, potem pa sem bila zelo dolgo v Chelsea,
kar je bila idealna lokacija. Če si na Manhattanu? Na Manhattanu, ja. To je tam okoli 23. ulice. To je zelo taka dost bojemska četrt, kjer imajo veliko galerij. To je malo na zahodu Manhattana, center pa zahod. Lokacija je bila fantastična. V New Yorku vedno rečemo, a se odločiš ali za lokacijo, ali pa se odločiš za velikost, pa neko svetlobo, pa ne vem, neko udobje. Jaz pač vedno, absolutno vedno zberem lokacijo. Jaz hočem biti centralna, sebe poznam, jaz ne maram biti dolg v nekih prometnih špicah, podzemno, zdaj po tem času odprto sovražim. In moram se zahvaliti v bistvu pandemiji, ker se je takrat začelo, ali pa mogoče se je malo pred tem začelo, v bistvu te neke kolesne urbane v New Yorku. Tako, ko imamo v Ljubljani bicikel. Ja, tako. In jaz v bistvu zdaj skozi kolesarjem. Vse, kar je po 20-30 minut, jaz lepo kolesarim in to je veliko bolj predvidljivo. Zaradi tega, ker se pa zanašam na sebe, pa dobro, včasih je kako kolo malo da gre, ni idealno, ampak načeloma vse, kar je po 30 minut, vse posod kolesarim in se počutim svobodno in se počutim the best. Ja, in moja centralna lokacija definitivno pač pripomore k temu. So pa ljudje, ko jih to ne moti, pa z veseljem živijo nekje malo daleč, dlje, živijo v Brooklynu. Kje si ti vse živela? Živela sem vse posod, razen v Bronxu. Sploh ne vem, če sem že kdaj bila v Bronxu, pa še nikoli sem bila na Staten Islandu. Se pravi, večinoma sem živela v Manhattanu, imela sem kar nekaj stanovanj tudi v Brooklynu, pa eno stanovanje enkrat v Queensu za zelo kratek čas. Ja, tako da velikrat smo kufre pakirali, pa potem tudi na Subwayu. Mislim, da enkrat sem celo neke za poslo, ogrodje za poslo, da smo s prijateljci skupaj na Subwayu to premikale. Ja. To vprašanje imam prihranjeno za malo kasneje, ampak ko si se prvič vselila v stanovanje, kaj te je najbolj presenetilo v primerjavi z nekimi predstavami, ki jih imamo mogoče romantično iz filmov in serij? Ja, valjda Sex and the City. Carrie lives in a beautiful apartment and she doesn't do anything. Ja, pač iz teh nekih filmov etc. vsi se zdi, da ljudje nimajo nekih pravzaprav služb, ki bi jih pogoltnile, pa da vsi živijo v ful lepih, prostornih, blazno modernih stanovanjih. In seveda ta obstajajo in določen procent ljudi seveda živi v njih. Imaš pa potem tudi vse neke nianse, vse imaš med belo pa med črno, ogromno neke sivih odtenkov je tukaj vmes. Jaz mislim, da po vseh teh letih z malo distance lahko rečem, da Američani so obsedeni s klimami in da mislim, da se spomnim še iz onih tipično newyorških sitcomov, ko smo jih gledali, ne vem, kaj so to, Seinfeld in podobno, da se je vedno videlo, koliko imajo zabukirane svoje, v bistvu, koliko je vse polno. Da je dost nabito. Vsa ta neka židovska stanovanja so bila zelo nabita z različnimi okraski in s knjigami. In dejansko je to neka blazno manhattanska ali pa newyorška zadeva, zaradi tega, ker moraš vsako ped svojega stanovanja zapomniti, da ima pač neko funkcijo, da če že imaš prostor, ga zapolniš. Kako pa sploh prideš do stanovanja? Zveš prek prijateljev oziroma se moraš pa kvalificirati? Ja, v bistvu tako neke, kako se temu reče, application. Prijavnica. Aha, ok. V bistvu moraš pisati prijavnice za različna stanovanja. Skoraj tako, da bi se prijavil na novo službo. Osebni opis svojih. Osebni, to je bolj za Tinder, po moje. Ne, pač papirologija, se pravi, kje delaš, koliko zaslužiš, reference, se pravi reference, kje si preživel, dejansko ljudje kličejo. Pač te reference so včasih osebne, včasih so pa profesionalne, ampak dejansko preverijo. Ampak mislim, da večinoma se gre za bolj neko finančno strukturo, v katerem fahu delaš, kaj delaš, koliko zaslužiš, a lahko ti konstantno dokažeš, da si toliko že nekaj časa zaslužil, kje si živel prej. Ja, potem je pa tudi seveda neka, recimo,
podindustrija, ljudje, ko iščejo cimre. Še posebej ljudje, ko iščejo cimre, potem recimo to oglašujejo. Včasih smo imeli valjda Craigslist, ki je zdaj vedno manj nekega rezimeja. To je neka bolha. To je tako boha. Vedno manj pač temu zaupaš, ampak zdaj ful enih skupin na Facebooku. Potem imaš tudi Facebook Marketplace, tako da to je ena opcija. Vmes smo imeli še različne aplikacije, ko mislim, da zdaj po večini so kar vse se skrešale. Ali pa pač ne vem, zaradi tega, ker že kar nekaj časa v garsonjeri živim sama in se ne ukvarjam, hvala Bogu, z iskanjem cimrov. Tudi s cimri. Tudi s cimri sem živela, ja. Mislim, imela, bila sem vsaj v eni 5, mogoče 6 različnih garsonjerah, zdaj že 5 let živim na istem mestu v Manhattanu v garsonjeri. Ja, predtem je bilo pa tudi še nekaj cimrov, seveda. No, kje si pa našla svoje zdajšnje stanovanje, oziroma koliko časa že živiš tu, kako si ga našla? Tukaj že živim od pandemije, se pravi 5 let. Najprej moram omeniti, da med pandemijo sem imela ful srečo in sem dobila eno stanovanje, za katerega sem plačevala samo 50% najemnine, in to na Wall Streetu. Živela sem v isti stavbi kot pa Tiffany & Co., se pravi draguljarna, in to v stanovanju 24K, se pravi 24-kratno. To je bila moja stanovanjska tombola. Ampak to sem imela potem tisto eno leto, potem, ko se je pa to izteklo, sem pa našla to stanovanje, mislim, da sem iskala in kar dosti sem gledališko sodelovala z eno skupino, katere mož je car Manhattan. Ne, pač on je v nepremičninskem biznisu in mislim, da v tistem momentu sem se obrnila na njega, če ima slučajno kaj prosto, in je imel. In tako da je bilo čist povezi. Sicer sem vse mogla one papirje izpolniti in oddati, ampak so vsi bili, v redu, se te poznamo, v redu je. Lahko mogoče orišeš malo lokacijo svoje stanovanje. Ok, ja. Torej, moje stanovanje je na Manhattanu v Midtown East, se pravi v vzhodnem delu, mi rečemo Midtown, se pravi pač neko središče. Pod centralnim parkom. Malo pod centralnim parkom, tako da ponovadi vsako jutro se usedem na kolo, 6 minut odkolesarjem do centralnega parka, tam odlaufam in grem nazaj na kolo, 6 minut in sem nazaj lepo doma. Ja, zraven UN-a je, Združeni narodi torej, tako da je dosti rezidenčno. Kar je zanimivo je to, da na isti geografski širini na zahodni strani, tam imamo vse one Times Square, potem Midtown West, ko je pa tako zelo nasičen z biznisi in trenutno nažalost po tej pandemiji je še vedno tam veliko brezdomcev. Tako higiensko nisi navdušen, ko greš mimo. Na vzhodni strani je pa malo bolj rezidenčno, pa malo bolj mirno in pač jaz sem v tem delu. Tako sem rekla, imam blazno srečno, da moja spalnica oziroma v garsonjeri živim, tako da pač, ja, dobro, moja garsonjera gleda na notranje območje, na nek atrij, kar pomeni, da je tiho. A veš, prav za tvojo oddajo sem danes prvič pravzaprav pogledala, kakšno kvadraturo ima moje stanovanje, tako da zdaj vem. Pa še preračunati si mogla. Pa še preračunati iz fitov, iz stopal, pedi, kaj so to, sem mogla v metre. Ja, 55 kvadratnih metrov. Gospa. Ja, ne vem, jaz pač I was lucky, jaz sem tak hippie. Včasih imam več sreče kot pa pameti. Kaj funkcionira v tem stanovanju? Pač, ja, svetlobe si želim, da bi bilo več, to je res. Ampak kar je v redu, je to, da sem si v bistvu naredila to garsonjero v neke mikro environments, kako se to reče? Mikrolokacije, mikroprostore. Znotraj enega prostora si ustvarila cone. Ja, cone. No, imaš pa ločeno mikrolokacije. Ja, ločena kopalnica, ločena kuhna, potem pa te mikrolokacije znotraj garsonjere so pa seveda neka spalnica, potem imam svoj office, se pravi pisarniški del, potem imam del dnevne sobe, se pravi en kavč, ko gleda na televizijo, pa galerijsko steno, na drugi strani imam pa potem jedilnico,
z obokom. To se malo hecam, ko rečem, da je obok, ampak tam imam v resnici neko ozadje za snemanje audicij, ko jih zdaj sicer blazno redko snemam doma, zaradi tega, ker hodim na SAG-AFTRA. To je naš igralski sindikat in lahko potem tam snemam, ampak še vedno imam to neko modro ozadje, ko potem nariše tak obok, tako da grem na kosilo pod obok. Sorry, kakšno vprašanje še imaš? Kako je pa z opremo? Se pravi, stanovanja se običajno najame prazna, so že opremljene? Prazna. To sploh nima nobenega smisla, zaradi tega, ker to nima nobenega smisla, zaradi tega, ker Američani potem za vsako, ko grejo not pa ven, tisto pohištvo prevažajo, namesto da bi se spodbujala pač neka trajnost, pa da bi se stvari pustile tam. Po drugi strani je pa to tudi v redu. Mislim, ni v redu zato, ker če pač iščeš nekaj na hiter, pač iščeš nekaj za 1 leto, zdaj boš ful investiral ali pa boš, ne vem, pocen kupil, da se pač na silo opremi to stanovanje za 1 leto. Pač ni idealno. Po drugi strani je pa ful v redu zaradi tega, ker se ful enih stvari najde pravzaprav na ulici. Včasih greš dol po ulici in jaz v svojo pisalno mizo na ta način našla. V bistvu sem jaz ful enih stvari v življenju našla na ameriških ulicah ali pa recimo v teh nekih skupnih laundry rooms, torej pralnicah, skupnih pralnicah v stavbi, v kateri živiš, kjer včasih kar pustijo stvari. Se pravi, nimaš doma pralnega stroja po večini, ampak so to pač neki skupni prostori. V Sloveniji ima vsako stanovanje svoj pralni stroj. Jaz mislim, da tudi če bi si ga hotela kupiti, da ne bi imela vseh teh nekih kablov, ampak niti ni mišljeno. Ni infrastrukture za to. Ni infrastrukture za to. Ne, ker že sama infrastruktura objekta oziroma tudi mesta, ker imaš javne pralnice, ne? Imamo javne pralnice, ampak te mene naredijo blazno anksiozne, tako da sem kar zadovoljna, da imamo v stavbi, imaš ponavadi v kletnih prostorih imaš pralnice, katere se še vedno plačuje. Ampak je na voljo. In tudi ne jemlje prostora v samem stanovanju. Točno to. Če so manjše kvadrature po večini. Točno to. Pa tudi to je pol fino, da imaš pol neko svoje pohištvo, da imaš pol svojo posteljo, ko jo pol šlepaš po podzemni železnici v novo stanovanje. No, ja. Tudi to se je že zgodilo. Kako si pa svoj dom naredila bolj domač? Menda si končno ene slike? Ja. Ob nedeljah. O tem sem prej govorila, koliko si moraš zamejiti svoj čas. Kaj delaš, kdaj greš ven. Jaz ponavadi grem, 3 do 4 teden ven v gledališče, se dobim s prijatelji, pač različni dogodki, networking, veliko se dogaja. Ampak ob nedelje so pa svete, nikoli nisem v cerkev hodila, pač svete za mene, pač izoliram si svoj čas in ob nedeljah pa slikam, to so neke zelo abstraktne psihadelične slike, to je moj hobi, to delam popolnoma za sebe. Ampak pred kratkim sem ugotovila, da imam en kup teh zadev pod svojo poslo in potem sem jih pogledala in sem videla, da so, žive barve, ful energetske, poživljajoče in potem sem rekla, to moram jaz okoli dati. Sem imela ene par lepih slik, ampak zdaj sem to dopolnila z vsemi temi mojimi kreaturami iz domišljije in se ful dobro počutim. Zdaj se mi zdi, da je to moj prostor. Imaš tudi kaj rastlin? Aha, nimam rastlin, ne. Sem se ful trudila v različnih obdobjih, mislim, da sem umorila vsaj 5 bazilik. Bazilika se mi zdela taka osnovna zadeva, da bi človek imel doma. Ampak ne, ni bi uspelo, vse mi crkne. Orhideje, v redu, to vem, da to je težko vzgajati, ampak recimo, kaj sem še probala? Snake plant. Tako najbolj, samo one špice, take podolgovate liste ima. No, tisto sem na nek način preveč sem zalivala in je umrla, jih je več umrlo. Bambus sem enkrat dobila, tisti mi je zgnil. Nimam sreče z rastlinami. Ampak vsi vedno rečejo, to so te sadike. Evo, v New Yorku je po zimi tudi dost mrzlo. Kako se ogrevate? Radiatorsko. Mi imamo radiatorje in naši newyorški radiatorji so zelo burni. Zaradi tega, ker cvilijo, tolčejo, pihajo, včasih tudi kaj puhajo in potem v New Yorku imamo
prav v bistvu štose, ko primerjamo svoje radiatorje, ko jih snemamo, pa si potem pošiljamo, kdo ima hujšega v teh nekih čist povprečnih stanovanjih. To tipo se, ne vem, ko se zjutraj pržgejo, ali na kaj je vezano? Ja, tako. Ko pač vsake nekih ur, ko sprostijo to, pač, ne vem, energijo, oziroma ko jih je treba zagnati, da se ponovno zagrejejo, takrat začnejo tuliti konopi. In to je sredi noči, zjutraj, zgodaj. Moji niso najhujši, moram reči. Moji samo malo trkajo. Okay. Poznam pa tudi take, ko res dobesedno para ven puha in ne vem kaj vse. Pač, ti prostori so taki, oziroma ta stanovanja so taka, da si v bistvu sam ne moreš regulirati temperature in se mi zdi z nekega energetskega vidika, da je to dosti slabo, zaradi tega, ker meni je ponavadi čist prevroč in potem sem tam z odprtim oknom sred zime, zato da se to malo izenači. Včasih pridem v svoje stanovanje, ne vem, ko pridem od zunaj, pa se mi zdi, da je prav tropsko, vlažno, vroče, okna se potijo, krli je dol. Pa ti požarna stopnišča imate, ne, zunaj. Ja, to je res. Se pravi, potem je tudi, lahko deluje tisto kot balkon, ali to, kaj uporabljate, ali to pač tam je. Meni se zdi, da tisti, ko kadijo, to pač uporabljajo kot svoje balkone. Mislim, da v vsem tem nekem času sem mogoče 2 ali pa 3 hengala sama ali pa s svojimi prijatelji na naših požarnih stopniščih. Mislim, da se hitro naveličaš, zaradi tega, ker moraš tista težka okna dviguješ, potem imamo še one mrežnike proti komarjem, potem moraš splezati ven, kar se pravi, moraš na nek način se dvigniti vsaj 1 meter gor, da lahko to ven splezaš. Potem je sicer zna biti lepo, večkrat kaj sušim na mojih požarnih stopnicah. Ja. Drugače pa predvsem požarne stopnice vedno igrale vlogo v mojih dogodivščinah, ki so se meni rade dogajale po večjih stanovanjih v New Yorku, tudi v najbolj varnih predelih, ko sem imela obiskovalce, bi človek temu rekel, recimo obiskovalce na požarnih stopnicah. Recimo obiskovalce, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? To pomeni, recimo, enkrat je nekdo po požarnih stopnicah splezil noter v našo dnevno sobo, v tistem momentu sem še živela s cimri in v dost istočasno je moj cimer ravno odklepal glavna vrata. Se pravi, ta človek, ki je zdaj prišel iz požarne... Ulomil, da smo kristalno čisti. Nekdo je ulomil v naše stanovanje preko požarnih stopnic, slučajno pač okno v dnevni sobi ni bilo zaklenjeno in se je pač sam spustil noter, potem pa je istočasno nekdo prihajal domov in je on urno pogledal levo, pogledal desno, je videl odprto sobo in je šel noter, to je bila moja soba. Tebe ni bilo doma. Mene ni bilo doma. Mislim, da se je dost hitro naveličil pač čakati v oni sobi in je prišel mojega cimra spoznati. Predstavil se je pa kot moj fant. In mojemu cimru pač vsak ima neke svoje ritme, vsak ima svoje delo, nismo se blazno družili. Malo se mu je sicer zdelo čudno, zakaj bi jaz hodila z enimi srednje šole. Ampak mlad je bil. Mlad je bil, ja, ampak ni se prav posebej s tem ubadil. In ta srednji šolc se je lepo usedel v kavč in kramljal z mojim cimrom, Andrewom. On si je med tem delal piščanca, pa brokoli, v glavnem večerju si je delal in sta kramljala. Potem vem, da je enkrat šel nazaj v mojo sobo in je že lociral, kjer imam svojo veliko denarnico z mojim pasušom, pa z mojimi osebnimi podatki. In je to, kot bi mal kvartal s tem, mal je mešal, je rekel, ja, jaz sem tak dosti posesiven fant. Že nekaj časa me je, kako bi se reklo, pač sneakala in here. Aha, da si ga... Naskrivaj sem ga. V svojem lastnem fletu sem ga naskrivaj spuščala notri pred cimri, da cimri ne bi vedeli. Ja. No, potem, ko se je pa cimra naveličil, je pa šel še te drugo cimro pogledati. In to se je zelo samozavestno sprehajal čez stanovanje, kot da bi točno vedel, kje imamo kopalnice, kje so neke broom closet, se pravi, kje so neke omare z metlami in podobno. In potem je še v bistvu kar vrata od Katlinine sobe odprl in jo
temeljito prestrašil, potem pa je šel. Čez vhodna vrata. Čez vhodna vrata ven. In Andrew, mislim, da mu je še nekaj časa sledil, se je pa vrnil nazaj na požarne stopnice in splezel v najvišje nadstropje, kjer je bila soseda doma in je rekel, oprostite, ali lahko uporabim vaš WC. V glavnem, to je pač bil en model, ki se je blazno zajebaval. Zakaj mi sploh poznamo celo zgodbo? Zato, ker so valjda policijo poklicali. In potem smo gledali te posnetke iz različnih kamer in ga probali identificirati. Andrew, moj cimer, mu je potem še sledil po ulici nekaj časa, ampak potem se je le zgubil. Ti pa ni nič ukradel, Nič ni ukradel, ne. Res je bil tak joyride, tako da bi to bilo vse skupaj za en štos, ena velika potegavščina. In pa ga ni bilo, mislim, niste ugotovili, kdo je, ni bilo nič. Pojma nimamo, vem, da je prišla policija, da so vzeli moj DNK in to ti sicer malo po ustih pošarijo s tako palčko za uho. Poslikali so vse, intervjuvali so nas, bili smo na Eyewitness News, se pravi, bili smo na večernih poročilih. Bilo je ful smešno, ker naslednji dan sem videla v bistvu tak kombi poročila, Eyewitness News, in sem prišla pogledat, sem rekla, kaj pa delate vi tu? So rekli, ja, tuli so eni gospodični udrli, že cel dan jo čakamo, pa sem bila, to sem jaz. In potem sem dala izjavo, pa še ne vem, par sosedov je dalo izjavo. V bistvu zato imamo to celo neko zgodbo, ker nas je toliko bilo vpletenih. Ampak to je samo ena zgodba. Samo en ulom. Ja, zgodilo se mi je še več različnih stvari. Ja. Recimo enkrat je bilo tako, da se je nek nov ljubimec, ki ga je moj cimer pripeljal, zbudil, blazno pijan sred noči, in je pač ni vedel, kje je, in potem, ko se je polulil, je prišel v mojo sobo, vdrl je v mojo sobo in skup padel na moji postelji, medtem ko sem jaz tam spala. In potem se je odločil, da je to njegovo stanovanje, njegova posla in je hotel mene ven vršt. Mislim, vse vem, da to zveni kot, da sem si izmislila, ampak vse zato pa imam svoj one-woman show, svojo solo predstavo Divjaček v mestu Wild Child in the City, ko je tudi v Sloveniji že igral. Tega sem naredila, že 2014, zaradi tega, ker imam, ne vem, takšno hecno srečo, da se mi take stvari dogajajo. Ravno zdaj v tem novem stanovanju, ko sem mislila, da sem tukaj, se mi pa ne bo nič zgodilo, tu sem pa popolnoma varna. No, tukaj je pa enkrat sred noči spet nekdo prišel na moje požarne stopnice in mi je trkal. In cela zadeva se je, valjda smo potem sred noči klicali policijo, pol je policija tako odprla moje okno, da se je ob 5 zjutraj zataknila, sem mogla še hišnika klicati ob 5 zjutraj, da je prišel, pa je, da je popravil to moje okno, da smo ga lahko zaprli. Niso ga pa našli. Našli niso nikogar. Potem čez nekaj časa, ko so pa vsi šli, pa sem slišala neko galamo v stanovanju nad sabo in sem spet klicala hišnika, da se nekaj dogaja, da je najbrž pač prišel v to stanovanje nad mano in ne vem, glede na neke zvoke, bi rekla, da se mogoče ruva s tistim, ko stanuje tam noter, ker je bilo kar burno. Ojoj. Policija ni hotela nazaj priti. Hišnik je ga pa ob 5 zjutraj, 6 zjutraj še vedno čakal pred hišo in res ta model je potem prišel ven, potem se je pa izkazalo, da je to pravzaprav nek brezdomc, ki včasih za katerega so pravzaprav vedeli. Naša uprava in naš hišnik so za njega vedeli, ker včasih je baje spal med 7 štukom, pa med rooftopom. In zdaj v tem nekem primeru, kaj se je zgodilo, je, da je šel na rooftop in da so se vrata zaklenila za njim. Aha, Ni mogel ven, zato je potem trkal na moje okno, pa še na okno od sosede. Ni pa... Nič hudega nam ni hotel. Se pravi, nobeden od teh nam čist nič hudega ni hotel. Vsi so bili samo malo zblojeni, oziroma on ta prvi malo zblojeni. Pač on ta prvi je bil potegavščina, ta drugi je bil resno nalit, pa malo problematičen, mogoče, ko sem se ga potem le znebila z policaji pa mojim fantom, ko se je prikazal z bejzbolskim betom. Za vsak slučaj. Vse skupaj je pa zakuhal moj cimer, ki ga je pobral v nekem diskaču. Mislim, to je že tako malo rated R, ampak dobro, moj cimer, ko ga je pobral v nekem diskaču, on se je pa izkazalo, da je bil gluhi igralec. Zato najnega prepiranja pa policije sploh slišal ni. In pravzaprav, on je bil tako napit, da zjutraj, ko se je zbudil, da se sploh spomnil ni, da je kogarkoli pripeljal.
da če ne bi moj nemški cimer, ki ga takrat ni bilo doma, če on ne bi takrat imel couchsurferke, ki mi je malo pomagala se na tega modela dret, pa ga se ven spraviti, mi ne bi verjeli v mojem lastnem fletu. Ok, cool. Mislim, pač zelo razburljivo. Ne vem, zakaj sem jaz magnet za take razburljive zgodbe. Ali je mesto? Ali je mesto? Mislim, da ti vsak, ko je New Yorkčan, lahko pokima, da res, da to je čisto normalno. Čeprav meni se zdi, da jaz imam ekstra pikantne zgodbice. Nima ravno vsak svojega solo šova o tem, kaj vse se mu je zgodilo v tem mestu. Še posebej vezano na neke stanovanjske fore. Ko nisi v New Yorku, pa svoje stanovanje tudi oddajaš. Ja. Prek platform za Airbnb. Ja. Spet moramo omeniti Facebook Marketplace. Tam imaš že veliko različnih skupin, tako da večinoma prek teh dveh. Pa imaš tudi tu kako zanimivo anekdoto. Ojoj, a si prepričana, da hočeš še? No ja. Čisto prvič, ko sem jaz oddala svoje stanovanje na Airbnb-u, to je bilo 2013, sem dobila enega zelo prijaznega moškega, o katerem seveda nič nisem vedela. Takrat sem sicer bila v eni predstavi in me je prišel gledati na predstavo in sva bila zelo prijateljska. Ampak čez nekaj časa sem dobila klic našega hišnika, da je bilo v WC-ju vse pokakano po steni. In da so moje vrata na stežaj odprta in da njega že nikjer več ni. In potem sem prišla domov in našla vse dosti razmetano, pa kakec ni bil samo v WC-ju na steni, ampak še kje drugje. V glavnem, to je bila moja, še kje druge, to je bila moja prva izkušnja z Airbnb-em, jaz sem potem sicer od njih dobila neko odškodnino, pa tudi izselila sem se iz onega stanovanja, ker tam res mi ni bilo več za živeti. Je bila pa to spet neka zgubljena duša, ko je bila na, mislim, da zdravljenju odvisnosti v naši psihiatrični bolnišnici na Manhattanu, Bellevue. In potem, ko so ga pa spustili, češ, da je v dobri formi, je pa prišel k meni v moje stanovanje, ampak je zdržal v tisti dobri formi sam par dni. Pa je relapsil, nažalost. V glavnem, nič ni 100%. Nič ni 100%. Te čase definitivno vedno več veš, zato se pišejo pogodbe, vse se v pogodbi napiše, ampak zagotovil pravzaprav ni. Je pa res, da pač cene so v Manhattanu take, oziroma v New Yorku nasplošno so take, da včasih se mi pravzaprav zdi, da zaslužim, ko grem. Da jaz grem na počitnice po tem, ker oddam stanovanje, pravzaprav zaslužim. No. Ja. No, ko smo pri stroških, kateri stroški so po tvojem mnenju najbolj podcenjeni, oziroma kaj te najbolj udari po denarnici dolgoročno? Mislim, definitivno najemnina. Mislim, da večina od teh ljudi, ko jih poznam, to je naš daleč največji strošek. Kar je v redu pri najemnini je to, da v bistvu da neka topla voda oziroma voda na splošno plin pa ogrevanje je vse všteto. Tako da jaz v bistvu od mojih nekih posebej stroškov plačujem samo internet pa elektriko. Na splošno v New Yorku bi rekla, da poleg tega ta drug faktor največji, na katerem se največ zapravi, je definitivno hrana. Ko greš v službo, ko greš na vaje, kamorkoli si narediš tiste svoje, ne vem, ovseno kašo, ovsene kosmiče. Si nosite seboj, ali jeste zunaj? Mislim, če je zunaj, boš zelo hiter osiromašil vse. Pač ne. Zaradi tega, ker ne vem, en sendvič je $15, ena solatka je ne vem koliko, pa bi pa že mogel imeti neke žepnine na dan okoli $50, da si ti sam 8 ali pa 10 od doma, pa da imaš kaj za pozobati. Pa sploh to ni to nek topov obrok, ampak so to čist neke osnove, to, da imaš neki sadje, zelenjave, pa neki kategor drži. Tako da ja, v bistvu to. Mislim, da New Yorkčani ful enega denarja spušimo na dostavi doma. Jaz to ful redko delam. Laufajo dostave. Blazno laufajo dostave. Restauracija ali pač vse, tudi tudi groceries, ja, tudi v bistvu tudi, kako se tem reče, živila, ja, tudi neki nakupi v trgovinah, ampak večinoma mislim, da še posebej zdaj govorim za dostavo na dom iz restauracij. Če bi danes Slovenec ali Slovenka razmišljala o selitvi v New York, kaj bi
nam povedala brez olepševanja. To bo Kaj je dogodivščina. realnost, da je dobro vedeti, preden kupimo enosmerno karto. Enosmerno karto, ojoj. Dokler nas še spustijo noter. Ja, se res, ja. Pač treba je imeti neko trezno glavo. V življenju je vedno fajn, da treniraš svoje reflekse, svojo intuicijo, svoje neke nagone, da lahko sam na sebi čutiš, če si v nevarnosti ali če si v čist neki neškodljivi situaciji. Na splošno lahko rečem, da lahko vsak računa na neko začetniško srečo. In to čisto za vsako, ko prideš v New York. Kaj bi še rekla? Ja, da si pripravljen na novosti, da si pripravljen na to, da se boš spopadel z življenjem, da bo zanimivo in da bo zabavno in da bojo novosti. In če si tak tip, mislim, da ti bo New York ful všeč. Je pa New York valjda težek na neko dolgo progo, zaradi tega, ker ko gre vse fajn, se ti zdi, da si v vrtincu življenja in se ful dogaja, ko si pa bolan, brez denarja, je pa katastrofa, je pa vrtinec v nasprotno smer. Tako da ja, pač to. Če nisi pripravljen na avanturo, če nisi pripravljen na izzive, če nisi pripravljen na to, da se boš nenehno učil, potem svetujem, da ne greš. Ampak a ni vse povsod tako? Vse povsod moraš biti pripravljen na izzive, pa da se na novo vse učiš. Ampak ja, je pa ritem življenja je pa ful hitrejši kot v Sloveniji, ko ne da razmišljaš, kam naj gre zvečer ven, se vprašaš, ali sploh imam kam iti zvečer ven. Ja. Ni tako hudo, zdaj malo zelo pretiravam, ampak tako. Zadnjič moram povedati v Ljubljani, da sem bila lačna ob 11 zvečer in da nič nisem našla. Do Nobel bureka se mi pa ni dalo iti, ampak se mi zdelo, da v onem momentu je bila to moja edina opcija tukaj nekje v centru. V New Yorku imamo pa tako nareto, da imaš skoraj na vsakem, mi rečemo temu blok, na vsakem bloku imaš ti eno majhno trgovinco, ko se reče ali deli, ali pa bodega. To je mislim, da je iz Puerto Rika, ja, bodega, kjer imajo neke osnove, pa kjer ti lahko sendvič naredijo. Noč in dan. Da dela to 24 ur. Ja. No, ti se zdaj že skoraj odpravljaš nazaj v New York. Kaj te čaka to pomlad? Moja nova solo predstava, Moja Marlene, ki je v Marleni Dietrich, je bila povabljena v planetarium v Boston Museum of Science. Tako da zdaj v bistvu prirejamo predstavo v 360 v krožni izvedbi in pa z projekcijami na kupolo. Potem sem zdaj bila povabljena, to je malo smešno, bila sem povabljena od Kennedyja centra, ko se je zdaj med tem preimenoval v Trump Kennedy Center, na College Festival, se pravi, to je nek simpozij za mlade igralce, mlade ustvarjalce, kjer bom naredila tako kako se temu reče, eno prezentacijo učiteljem pa učencem, potem pa gre Marlena naprej še na en gledališki simpozij, potem pa imamo novo tehnično rezidenco za eno mojo predstavo, ko jo zdaj že nekaj časa delam o umetni inteligenci. Delamo holograme, tako da smo dobili novo rezidenco v New Yorku in se bomo bolj na tehnične zadeve usmerili, ker ta predstava naj bi zdaj splezala vse do Broadwaya. Bomo videli, kako bo s tem. No. Ampak hvala. Hvala, ko si vzela čas za nas. Z veseljem. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.